Dobro večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v tedenski izdaji. Za nami je prva adventna nedelja in kot se spodobi, bomo v današnji oddaji tudi mi nekoliko bolj praznično obarvani. Pogovarjali se bomo o zelo zanimivi knjigi, ki je Božiček. Skratka, odkrivali bomo, ali se nam bo ta dobri mož tudi letos pridružil in nas obdaril. V nadaljevanju pa seveda preverimo še nekaj zanimivosti, ki so jih za nas pripravili v upravni enoti Celje. Zato ostanite z nami. Tako, zdaj pa je že čas za našega nocojšnjega gosta. Z menoj v studiu je mladi Andraž Pušnik. Dobro večer, dobrodošli. Prav poseben razlog je, da ste danes z menoj v studiu. Gre seveda za to knjigo, ki jo naši gledalci že lahko vidijo tudi tu. Praznično je obarvana, njen naslov je Kje je Božiček? Vi pa ste seveda njen avtor, zato smo vas tudi tokrat povabili, da malo poklepetava o tej knjigi in izveva, kaj vse se pravzaprav skriva v njej. Pa čisto za začetek, vem, da je to morda malo nehvaležno vprašanje, pa vendarle ste zelo ustvarjalni. Mogoče kakšen drobec iz te vaše ustvarjalnosti, kaj vse počnete, s čim vse se ukvarjate? Dopoldan v bistvu, kot vsi navadni ljudje, hodim tudi jaz v službo. Popoldan pa pride čas za vse ostalo. Imam svojo medijsko produkcijo, se pravi, delam na radio, zraven gledališče, potem pa še kakšna takala knjigica nastane, pa seveda kak filmček tudi posname. Veliko se še pa pripravlja in odkrivam vedno kaj novega. Skratka, na večjih področjih ste aktivni, ne? Tako. Pišete zelo radi, kot smo lahko ugotovili, in ta knjiga je dokaz za to. Pa vendarle ni se pravzaprav vse začelo s pisanjem te knjige, ne? Gre za gledališko predstavo, ki ste jo potem seveda predelali in pripravili na podlagi te gledališke predstave tudi zgodbo. Tako je, to je bilo 2 leti nazaj, ko sem v bistvu delno prevzel otroško gledališko skupino Kud Svoboda za grad. Takrat sem otrokom obljubil, da imam napisano predstavo, pa jo v bistvu še nisem imel. Bila je samo v glavi, so bile neke ideje in potem sem se hitro spravil pisati. In sem se odločil, če moram zdaj poiskati neko primerno temo, pa dajmo kaj poiskati Božička in bo to kot nalašč za božično predstavo. In tale predstava je bila potem kar uspešna. Po predstavi smo seveda Božička našli. Otroci so bili zelo presenečeni, ker se je prikazal tudi v dvorani. No in po premieri mi mami reče, zdaj, ko imaš pa ti napisano zgodbo, pa lahko to daš v eno knjigico. Bom. In pri tem je zaenkrat potem tudi ostalo. Potem pa seveda novo leto in sem malo pozabil na to zgodbo. Ko je pa prišel zimski čas, pa sem se spomnil, jaz imam pa, kje je Božiček napisano, ne? Se moram še to malo spremeniti v zgodbo in sem to naredil. Potem pa se je leto zelo hitro približalo koncu in sem pa videl, da pa mi ne bo uspelo tudi natisniti in vse spraviti tudi v realizacijo. Pa sem rekel, naslednje leto pa res. Tako da ni bila povod samo korona za tole knjigico. In letos je tukaj, evo. Super, je pa verjetno kar nekaj dela s tem, da ste uspeli gledališko predstavo prirediti v to knjigo. Tudi zgodba je nekoliko prilagojena. Ja, res je. Največji problem tukaj je bil prenesti vso to dogajanje, ki ga lahko na odru prikažemo, v opise, ki jih pa tukaj moramo res dovolj približati otrokom, da jim bo še vedno pravljica zanimiva. Na odru je bilo kar precej smeha tudi, oziroma med gledalci, ki so spremljali predstavo. Ja, res je. Recimo, ne vem, Palček je bil tam spet en tak lik, ki je tudi tukaj namrgoden, z dokimi brki in prihaja v malce bolj recimo negativni luči. Medtem ko je recimo na odru lahko prišel tam, ker nima stikov z ljudmi in je ovohal celo dvorano in na koncu stopi pred ljudi, povoha prvo vrsto in reče, voham ljudi, in tam je prišel prvi val smeha spet. Tako da te trenutke bilo treba v knjigo malce drugače zapakirati. Ta knjiga je opremljena tudi s čudovitimi ilustracijami. Res je. Špela Kumer jih je prispevala, Morda jih nekaj pokažemo tudi
našim gledalcem in gledalkam, da bodo videli, evo, super. Recimo takole se začne. Komu je pravzaprav ta zgodba namenjena? So to najmlajši otroci, nekoliko starejši? Ja, namenjena je pravzaprav vsem, tistim najmlajšim in pa tistim, ki smo otroci samo še po srcu. No, čeprav vse ne vem, kam naj sebe štejem, ne. Zdaj, če bi morda nekoliko pogledala, pa vendarle ne izdati vsega, vsebino, kaj se v tej zgodbi dogaja? Ja, začne se v bistvu tako, ne, da majhen deček, Matic, riše pred blokom in nariše čudovito šolo, potem pa pride en lump in mu zmečka risbo in zlomi barvice. In Matic se potem tukaj s svojo prijateljico Zarjo odloči, da pa gresta poiskat Božička, da bo vendarle Matic dobil spet nazaj svoj komplet barvic in resalni komplet in da dokaže, da Božiček res obstaja. In kaj se pa dogaja potem, pa izveste tukaj noter. V tej knjigi, kje lahko knjigo dobimo? Knjigo lahko naročite na moji spletni strani ali pa direktno pri meni. Se pa že počasi nahaja tudi v kakšni knjižnici, si jo lahko že sposodite. Naj pa povem še to, da je v tiskarni ravno že druga runda. No. Skratka, zanimanja je veliko, ja, kot slišimo, veliko. Ne? Pravi čas je še išla, tako da je res kot najlažje, da nas malce opomni, da je tale praznični čas res nekaj posebnega in da smo tudi v bistvu drug drugemu največje darilo, ki si ga lahko poklonimo. Morda je še ena zanimivost, ne, povezana s to knjigo. Išla je na petek, 13. torej 13. novembra. Tako, ja, in vse prej kot vraževeren je bil tale datum zame, a ne. Kot sem že rekel, odzivi so bili res nenormalno dobri. Nisem si znal predstavljati, ja, pričakoval sem, da bodo pozitivni komentarji, da se bodo našli takšni in drugačni kupci in podporniki, ampak toliko, kot se jih je pa nabralo v tako kratkem času, pa res si nisem znal predstavljati. Kaj sicer vam pomeni ta božični čas? Ja, jaz sem, bom rekel, kar ljubitelj tega prazničnega obdobja. Lučke imam v sobi navešene celo leto, lepo gorijo, tudi z božičnimi skladbami začenjam tam nekje že jeseni. Tako da mi je kar pri srcu, no, zato je tudi z lahkoto, bom rekel, šla na papir tale zgodba. Dobro, knjiga je zdaj tukaj, bomo še kdaj lahko videli tudi predstavo? Ja, bomo videli, nikoli ne reci nikoli, ne. Se pa trudim vedno napisati kaj novega, vedno kaj zanimivega, tako da zadnje leta potem vedno nekaj novega napišem, tako da presenečam oziroma poskušam presenečati še naprej. Kaj je zdaj trenutno v vaših mislih ali pa morda že na papirju? Veliko tega je. Ne bom pa še preveč razkril, naj ostane skrivnost, da me bodo tudi gledalci lahko spremljali še naprej. Zdaj, to je vaša pravzaprav prva knjiga, ne? Tako, tako. Bo še kakšna v bližnji prihodnosti? Ja, bomo videli. Zdaj, ta je trajala 2 leti, da je zdaj v fizični obliki pred nami. Bom rekel, nekaj materijala je, bomo pa videli, kako hitro bo zanimanje za tole pošlo, oziroma bom se tudi sam potem prestavil na kaj novejšega. Skratka, še enkrat morda povabiva naše gledalke in gledalce, da vas poiščejo pravzaprav na spletu, ne? Tako. Danes skoraj vse poteka po internetu, ne? Brezstično, nadaljavo. Tako, verjamem, da ne bodo imeli težav. Tako, in da bo ta knjiga prišla v prave roke, ker je lahko pa tudi zelo lepo darilo v teh prazničnih dneh. Se strinjam. Andraž Pušnik, najlepša hvala za tale nocojšnji obisk v našem studiu in seveda veliko uspehov tudi v prihodnje. Pa morda čisto preden zaključiva tale pogovor, zdaj verjetno ste malo v navezi z Božičkom, ne? Je kaj povedal, prihaja tudi letos, ga bo tale koronavirus kaj ustavil? Ne, on je že marca, ko se je v Sloveniji potem razširil tale virus, se začel pripravljati, tako da tudi letos pride. Sicer v mestih in tako ga ne bomo veliko videli, po domovih bo pa z veseljem hodil, bi rekel. Skratka, lahko pričakujemo kakšno darilo, ne? Tako, tako. Najlepša hvala še enkrat za tale pogovor.
Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Tukaj smo. Dobro, boljše, vse najboljše. City Center Celje. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Tako po tem prazničnem pogovoru pa je zdaj čas, da preverimo še nekaj bolj resnih informacij, in sicer bo z nami načelnik upravne enote Celje, ki nam bo znova odkril nekaj informacij. Tokrat se bomo posvetili prometu. Ali lahko vozim avtomobil B kategorije s potrdilom za izdajo vozniškega dovoljenja? Lahko vozite 60 dni od podane vloge na upravni enoti, vendar ni priporočljivo, ni pa tudi ne prepovedano, voziti s potrdilom v tujini. Živim v tujini, v članici Evropske unije, kjer imam prijavljeno stalno prebivališče. Zamenjal sem slovensko vozniško dovoljenje za tujega. Imam pa se namen vrniti v Slovenijo. Kakšen je takratni postopek zamenjave tujega vozniškega dovoljenja nazaj v slovenskega? Postopek uporabe in zamenjave tujega vozniškega dovoljenja v Republiki Slovenije ureja Zakon o voznikih, ki v svojem 66. in 67. členu oziroma v 68. členu zamenjavo vozniškega dovoljenja izdanega v drugi državi članici Evropske unije, Lichtensteinu, Norveški in Islandiji. Tujcu in državljanu Republike Slovenije se zamenja vozniško dovoljenje izdano v tujini s slovenskim vozniškim dovoljenjem, če dokaže, da je v državi, ki je izdala vozniško dovoljenje, izpolnil pogoj običajnega prebivališča ali je študiral v tej državi najmanj 6 mesecev. Po določbi 2. člena Zakona o voznikih je običajno prebivališče tisti kraj, v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu zaradi osebnih in poklicnih vezi ali v primeru osebe brez poklicnih vezi zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med to osebo in krajem, v katerem živi. Za običajno prebivališče osebe, katere poklicne vezi so v drugem kraju, kakor njene osebne vezi, in ki zaradi tega živi v različnih krajih v 2 ali več drugih državah, se šteje kraj njenih osebnih vezi, če se ta oseba redno vrača v ta kraj. Kadar oseba živi v državi, da bi izpolnila nalogo z določenim trajanjem, ni treba, da je zadnji pogoj izpolnjen. Obiskovanje univerze ali šole v drugi državi ne pomeni prenosa običajnega prebivališča. Do katerega roka bo potrebno zamenjati stara vozniška dovoljenja, kolikšna je cena in ali je novo kartico mogoče, tako kot osebno izkaznico in potni list, pridobiti po redni oziroma prioritetni poti?
Imetniki vozniških dovoljenj na tridelnih roza obrazcih morate ta dovoljenja zamenjati najpozneje do 19. januarja leta 2023. Pri čemer se obdržijo vse veljavne pravice oziroma kategorije, kot izhajajo iz tega veljavnega dovoljenja. Cena vozniškega dovoljenja je sledeča. Če gre za postopek zamenjave vozniškega dovoljenja, je cena 25,44 evra. Če vozniškemu dovoljenju poteče veljavnost, pa je cena 19,14 evra. Pri izdaji vozniškega dovoljenja vozniku začetniku je cena 11,84 evra. V primeru prioritetne, torej prednostne izdelave, je potrebno zgoraj navedenim zneskom prišteti še 7,30 evra, kolikor znaša doplačilo za prioritetno izdelavo vozniškega dovoljenja. Tako, v današnji oddaji smo vam torej predstavili knjigo Kje je Božiček, ki jo seveda lahko poiščete in si jo podarite v teh prazničnih dneh. V prihodnjem tednu pa za vas znova pripravljamo kakšen zanimiv pogovor, zato bodite z nami tudi takrat, do takrat pa vse lepo in nasvidenje.